Spoštovani, moje ime je Dušan Hedl, sem urednik pri knjižni zbirki Frontier, pri Kulturnem centru Maribor, pri kateri je pred kratkim izšla knjiga avtorja, ki ga vi bolje poznate, veliko bolje kot jaz. Midva smo se z Rastotom Božičem srečala kakšne dvakrat, do zdaj tretjič. In srečevala smo se ponovadi v Ljubljani in pravkar smo gotovila, da to gre za eno štajersko, dolenjsko iskreno sodelovanje pri realizaciji te knjige, ki jo danes tukaj predstavljamo. Seveda najlepša hvala knjigarni Mladinske knjige. Novo mesto, torej pri vas doma, najlepša hvala, ki je današnji pogovor, predstavitev knjige Schindlerjev vojak tudi organizirala. Dobro večer, Rasto. Večer. Midva smo se, knjiga je nastala nekako takole. Jaz sem v judovskem centru v Mariboru, v sinagogi, smo z gospodom Tošem, ki je tudi napisal predgovor, razmišljala o eni zgodovini judovstva v Mariboru in me je opozoril na zanimiv tekst, ki si ga imel na zalogi, in takoj drugi dan sem poklical in smo se dogovorili za sestanek in knjiga je izšla. Ampak ti si verjetno to pripravljal, o tem se nismo dosti pogovarjala, koliko časa ti je vzelo? Zadeva? Zadeva zdaj ni ne vem kako debela, mislim časovno, pač knjige debelejše vzamejo več časa, tanjše manj časa, ampak ni tako pomembno. Bolj pomembno je, kako smo do tega prišli, pa kako je šlo potem z iskanjem založništva, zdaj kako je prišlo do sodelovanja s Kulturnim centrom Maribor, je to zanimivo. Jaz sem to besedilo najprej delno objavil kot podlistek v Dolenjskem listu, potem sem prišel pa na zamisel, da mogoče bi bilo to dobro kot izdati v celoti, kot eno tako knjižico, in tudi gospod Ponikvar se je s tem strinjal in bil tega zelo vesel, da bi to tako naredila. No, zadeva se je pa pravzaprav odvila tako. Tamle sedi Karla Hotko, ki je zaslužna za to, da je sploh do tega prišlo. Ona je socialna delavka v Trbanskem domu ostarelih in najprej je Stane Ponikvar z njo govoril o teh stvareh, na kar pač, ker se poznamo, smo znanci, sta z možem pozorila mene, če bi mogoče hotel se z njim pogovarjati, pa pogledati, da bi bilo kaj za napisati. In potem sem jaz prišel na obisk Trebnje, gospodu Ponikvarju, pa se nisva kaj dosti pogovarjala, par minut pa sva začela že snemati. In teh pogovorov je bilo več ur je teh pogovorov, Jaz sem zaposnel in potem sem po tem zapisoval. Malo sem mogel tudi oblikovati, ker on je govoril zelo raztrgano, kakšno nit je izgubil, mogoče drugače povedal, kot je današnji naziv tega, pač po svoje. Tudi je že nekaj, kar precej bil v letih, tudi nadušen, tako da mu je tudi malo nagajala astma. No, ampak potem sem jaz to skupaj spravil, vmes sem še, če sem kakšno pojasnilo potreboval njega poklical in je zadeva prišla skupaj več ali manj, v grobi obliki. No in potem, ko sem jaz pač to imel narejeno, seveda, veste, kako je vsako zadevo, jo prebereš enkrat, pa jo popraviš, prideš do konca, začneš drugič popravljati, pa začneš tretjič popravljati, ampak enkrat se mora to nehati, ker to je en tak začaran krog. In potem sem začel iskati založnika, iskal sem ga v Ljubljani, sem več založbam ponudil, Beletrini in tako naprej. No in posod so mi pač odgovorili, sicer prijazno, da je to v redu, ampak da jih ne zanima. Najslabše izkušnje sem imel v Novem mestu, pri domači novomeški založbi. Ta pač, ki je njen direktor, je rekel, naj mu pošljem. Po enem letu mi je odgovoril oziroma priznal, da pošte tudi en odprl ni, tako da so videli, da tukaj ne bo kruha. Potem so mi pa v Dolenjskem muzeju svetovali, da mogoče bi se pa na judovski center obrnil. No in jaz sem poklical tega gospoda Toša, takrat še ni bil v penziji, in on je bil predzaj, rekel, naj mu pošljem. Takoj mi je 2 dni zatem nazaj poklical, prav mi bi to izdali in rekel, imamo en projekt, šoa, spominjamo se, no in to genocidu. In na kar smo bili dogovorjeni, ampak se ni 2 leti zgodilo nič, Na kar sem ga jaz le poklical in sem gotovo, da sploh ni več tam, da je šel v penzijo, tam je ta druga gospa. In je rekla, veste, nič ne bo, mi smo v Mariboru, poznate našo občino, poznate našega župana.
mi denarja nimamo. Je rekla, ampak, ker pa smo vas nekako za nos vodili, takole ne 2 leti, ne, bi pa enega predlagali založnika v Mariboru, te imajo pa manj denarja dosti, je rekla. Ne, skazali ste, da to ste vi. Ne, v to denarju ni bilo čisto res, ne, ampak medva so se potem dobila zelo hitro, lani, mislim, da februarja. Mislim, da je bilo lani 10. februarja, nekaj takega, ja. Evo, gledajte okoli, knjiga je tukaj. No, ta zgodba tudi meni ni znana. Ne. Se pa seveda izredno čudim, da druge založbe tega niso pograbljene. Ne. Namreč jaz sem takoj v tem videl tudi možnost snemanja dokumentarca. Ne. In upam, da bodo tudi gospe, danes so prisotne tudi vse 3 hčerke gospoda Ponikvarja, o katerem pišeš knjigi. Pa žena od brata. In žena od brata. Ja. Upamo, da bo družina tudi sodelovala pri tem, koliko smo se prej pogovarjali, smo ugotovili ene skupne interese. Ja, no, vse to glede filma, ne, to idejo smo imeli že mi, ne. Jaz sodelujem z novomeškim studijem Vrtinec, oni so že več filmov posneli, dokumentarnih, dokumentarnih in tako naprej, tudi sodelovali smo, jaz sem 2 njihova filma z glasbo opremo. In takrat sem jaz omenil Primožu Kastelicu, on je takoj bil za, ne, in Filip Robert Dorin je bil takoj za, gremo snemati. Na kar sem jaz gospodu Stanetu predlagal, da bi to bilo, je rekel, da pa ni on nekako za to, pa ne. Ampak po 1 letu me je pa poklical. Je rekel, zdaj bi pa jaz to posnel. Samo kot se je pa nažalost skazalo, je čez par mesecev umrl. Ne, ker smo mi pač začeli to malo pripravljati, kako pa kaj bi, ne, in tako da do tega nažalost ni prišlo. Ampak je pa knjiga, je njegova zgodba, ne, ki bova pa malo predstavila, ne. Tako, mogoče še povem tole, da mi smo seveda podpisali s teboj tudi za prevode v svetovne jezike. Namreč stopili smo kot založba tudi v kontakt z Judovskim muzejem v Krakovu, ki nam je tudi odstopil fotografije, ki so objavljene v knjigi. So že nekateri spraševali, a so to fotografije od Ponikvarja ali kakorkoli. Ne, te fotografije so, moramo povedati, iz muzeja, kjer je Schindler tudi gor, in pa ob otvoritvi nove tovarne, in tako se piše spodaj. In seveda pripravljamo tudi, knjiga že polovico prevedena, kolikor sem slišal včeraj, v nemški jezik najprej, potem upamo tudi angleščina, ker je za izreden dokument, ne, za izreden dokument. In neverjetno, da se je to v naši bližini to dogajalo in koliko zgodb, neodkritih zgodb še se takšnih dogaja, prav kar. Ja, no, zdaj, zanimivo je tukaj iz 3 vidikov, ne, po moje, ne. Prvič je tukaj eno zelo pretresljiva osebna zgodba, ne. Kaj je vojna naredila, kako je vplivala na življenje tega ubogega človeka, ki je šel 14 let od doma, nazaj prišel po vsej teh zapletih, kot nekakšen odisej se je vračal. Jaz sem celo najdel določene elemente v tej knjigi, ki so zelo podobni Odiseju, kot bi se srečal s Polifemom, kot bi ga sirene zavajale, kot bi blodil tam na otoku čarovnice Kirke in tako naprej, ne. In zato sem to pač videl kot eno tako odisejsko zgodbo, ne. Tudi konc je pa sploh odisejski, ne. Odisej, ko se vrne domov, ne, se mora najprej z vojsko spopasti, da se lahko vrne domov. On je pa, ki je prišel pa domov, iz vse te havarije, iz taborišč in tako naprej, ne, je mogel pa jugoslovansko vojsko. Pazite, jugoslovanska vojska je takrat bila 2 leti, ampak njega so 1,5 leta pred koncem spustili domov, z razlogom, da je zelo dober vojak in zelo dobro izurjen. Ker so se počeli, vsi, ki so bili v nemški vojski, namreč so sloveli kot izredno dobri vojaki in jugoslovanski vojski so jih na račun tega prej domov pošiljali, ne. Se pravi, prej je škodilo, nekje je bilo pa pozitivno, ne. No, to je ta osebna zgodba, ne. Druga zgodba je seveda en zapis o drugi strani, ampak o drugi strani, ki je sploh nismo poznali, ki je nihče ne poznal, ki je tudi on skušal povedati. Meni je tukaj povedala najmlajša hčerka, ne, Andreja, da je oče večkrat skušal kaj to povedati, ampak da ga doma niso resno jemali, ne. Da so mislili, da pač oče se nekaj izmišljuje, da pač pa mogoče se veste, kako mlajši gledajo, kada starejši, ki govorijo, težijo, ne, in tako naprej, ne. Ampak potem se je skazalo, da je to pa resnica, ne.
No in on je razlagal slovenskim organom, že ko je prišel takoj nazaj leta 1946 iz zavedniškega taborišča, da je bil pri nekem Schindlerju in da je čuval Žide. So rekli, ti si blesel. Ko so ga v Marseju zaslišvali. In zaslišvali so ga tako, da so mu dali 2 polni vedri vode, ki jih je mogel takole odročno držati, dokler se praktično ni zgrudil. Ne? Tako so ga zaslišvali, to je vse opisal. Ne? In ki mi je razlagal, kako je on bil pri Schindlerju, da so imeli to z Žide, o tem noben ni slišal. In o tem noben ni slišal praktično do leta 1993, ko je šel Spielbergov film. Spielbergov film pa ni išel sam od sebe, ampak je Spielberg to posnel po romanu. Po romanu Thomasa Kennedyja, to je bil avstralski pisatelj, ki je to napisal. Ta knjiga je lani šla tudi v slovenskem prevodu, do zdaj nismo imeli. Ne? Tako da vse to potrjuje to zgodbo. Ne? No in pa seveda, in da je bilo tega, sem pač hotel že prej povedati, da je bilo tudi recimo na drugi strani nacistični en kup ljudi, ki so tam prišli po nekih naključjih, po neki krivici, ki so tam trpeli, ampak so skušali delovati, ne bom rekel zdaj, da je bilo to nekakšno partizansko gibanje, ne, ali pa odpor, ne, ampak so skušali delovati svojo čisto vestjo v skladu, ne, da niso nobenega ustrelili, da niso nobenega škodovali, da so skušali pomagati in on je dejansko to počel in tega mu ni nihče verjel in to ga je najbolj njega bolelo. Ne. Vsaj tako sem ga jaz razumel. Ne. Potem imamo pa tukaj tretji vidik, to je pa Schindlerjev seznam, ne. To je znamenita svetovna zadeva, imamo Slovenca, bil je tam, zaupal so mu pomembne naloge, on je hodil z nekim aktovkam pa s kovertam po celi Evropi. Ne. Pripovedoval je, kako recimo ni dobil nobenih, še jaz vem, ko sem šel v vojski, pa sem šel domov iz Maribora na Novo mesto, mimogrede, ko sem bil v Mariboru v vojski, pa sem dobil ne vem kakšno potrdilo, pa dokazilo, pa suhi dnevni, tisto obrok, negravžen, pa ne, čista komplikacija. On se je pa za časa nacizma v uniformi nekih pomožnih vojaških enot z vlakom vozil iz Prage na Dunaj, iz Krakova na Dunaj, v Berlin in tako naprej. In njegovi nadrejeni v tem Schindlerjevih enotah so mu zabičali, če te ujamejo, si sam, te ne poznamo. Ne? Kaj pa je prevažal, kaj je nosil? Ja, nismo pogledati. Recimo, v enem primeru so mu dali aktovko, so ga pa preizkušali, pa res je to vse pojasno, ne? So ga preizkušali, dali so mu aktovko, so rekli, v to aktovko ne smeš pogledati. V Krakovo, v Plasovo. Ne? In rekli so mu samo, odpelj se v Berlin, tam ti bo nekdo pristopil, pa ti bo rekel po nemško kloze, stranišče. Zdaj, če še danes to zgodilo, vsi vemo, kam to pele. Ne, takrat je bilo drugače. Ne? In dejansko on se je pripeljal v Berlin s tisto aktovko, pogledal ni noter, je prišel tisti možak, je rekel klozet, sta šla tam v stranišče, mu je dal aktovko, ti si aktovko odnesel, Stane se sedel nazaj na vlak in se je nazaj odpeljal. Ampak nismo jo pogledati, enkrat je recimo tako kuverto peljal, ne, nosil, ne. Se, ko govorimo... Ja, no, se pravim, on, dejansko iz te njegovih pripovedi se pokaže kot nekakšna skrivna organizacija, ki je delovala tukaj pri Schindlerju, ne, in te note recimo film nima, ne, in zato se mi zdi to dragoceno, ker ta film v bistvu potrjuje in ga pa tudi dopolnjuje, ne. Vse, ko govorimo o dokumentih, smo pri založbi pričakovali, da bo več dokumentov ohranjenih, ki bi jih lahko, kopije katerih bi lahko objavili, ne. Pa žal... Ja, nekaj teh dokumentov, ki jih je on takrat imel pri sebi, ki jih je dobil z Ministrstva za kulturo, ker on je skušal dobiti kot nekakšno, tako kot dobijo borci, pa kot dobijo izseljenci ali pa nemški mobiliziranci, ne, so dobili neko odškodnino, on je dobil ničesar, ne, in je skušal to dobiti, on je posod pisal, on je bil pa zelo podjeten, pisal je v Nemčijo, pisal je slovenski vladi, Janševi in Drnovškovi, pa mu sploh odgovorili niso, pisal je Ministrstvo za kulturo, pisal je v Jeruzalem, v Yad Vashem, se pravi v muzej holokausta. Ne? On je skušal priti do tega, dognati sam, kje sploh je bil, njega je to peklilo, on ni vedel, kje je bil. On, dokler ni videl filma, ni vedel, da je bil v tem noter. Šele potem je vse to gotovo. Je pa hec, ne? In potem, ko se ta zgodba njegova konča, pol leta pred koncem vojne, ko so ta Schindlerjev to delovno taborišče prišli proti zahodu, potem so ga pa razpustili, ne? Ko so itak Rusi prišli,
je pa on še naprej bil, te njegovi nadrejeni so ga usmerjali, da je šel po določenih taboriščih z Židi, ki so bili tudi proti zahodu, v katerem so imeli zaposlene Žide na podoben način, ampak o tem Spielberg ne govori. Ne? Torej, on nikoli prejel nadomestila iz mobilizirancev. In še nekaj, na koncu, njegovo zadnje veliko dejanje, zadnji dan vojne, se pravi, njegove je to, da so mu dali, njemu pa še enemu Bosancu, ki sta bila skupaj v teh enotah, so mu dali zastražen Buchenwald. In Buchenwald je Amerikancev predal on. Samo on, Slovenec. Buchenwald. Tega podatka ni v zgodovinopisju. To je res izreden podatek, to je izreden zgodovinski podatek. Še isti ali pa dan zatem, da se točno spomnim, so ga pa ujeli, seveda ujeli. Se ni nekamor bežal, se ni mogel kam zbežati. V bistvu so vsi čakali, da jih pohopsajo zavezniki. In potem je šel skozi 8 različnih taborišč na zahodu Evrope, teh zavezniških kot vojni ujetnik. 46 leta se je vrnil v Slovenijo, tukaj ga je pa Udba čakala. No in kakšno je potem bilo njegovo preživljanje oziroma življenje v Jugoslaviji? Umrl je pred 5 leti. Ja. Tako, zdaj jaz bi o tem težko govoril, o tem se nisem pogovarjal, to bolj njegovi svojci vejo, ampak on mi je sam pripodval, pa neki ljudi v Trebnjem, ki ga je poznalo, s katerim sem govoril, da je bil dokaj tako mrk, predvsem tam, ali pa Karla, ti si mi pravila, da je bil sam zase bolj, Ja, njega se mi zdi, to ga je se zbremenilo. On je nosil občutek krivde, zaradi tega, ker je sodeloval z nemško vojsko, se mi zdi, ves čas in se o tem sploh ni upal govoriti, Se mi zdi, da je Rasto prišel kot njegova odrešitev, Malo potem je tudi on pol umrl, Meni se zdi, da ko smo se medo pogovarjala, da je ta možnost, da on to pove na glas, ker se mi zdi, da je ga okolica skozi malo obtožvala, oziroma je to bil njegov... Jaz sem bil občutek se bolj sam. Mogoče sam, ali pa se mi zdi... Se ni vedno, nisi znal razlagati. No, vse stigma do vseh mobilizirancev je obstajala v Jugoslaviji. Nihče od mobilizirancev ni javno govoril, da je bil v nemški vojski. Ampak on je enega metka streljal v nemški vojski. On je bil cel čas, ali je bil kurir, ali je bil pa stražar, v glavnem je bil kurir. To je to. In zanimivo je bila tudi ta razlika. Jaz sem ga spoznal tazga. To je na enem prvem pogovoru, ki je na naslovnici. Tukaj spod je pa tale mehani pa Schindler, tale palček. In potem, ko sem prišel drugič, je bil še vedno tak. Potem, ki je bil prvič objavljen na nekoj Dolenjskem listu, je bil že malo drugačen. Na koncu, ko se to steklo, jaz sem v te Dolenjske liste prinesel, gledajte ga. In sam je rekel, jaz sem danes drug človek, kar je njega najbolj peklilo. Njega je peklilo to, da si ne zna razlagati, da sam sebe obtožuje, da ne ve, zakaj se obtožuje. Predvsem ga je peklilo pa to, ker se je bal, da bo pozabil. Da bo pozabil, da enkrat tega ne bo mogel nikomu povedati. In šele, ko je on lahko pozabil, brez bojazni, kot sem jaz tam zapisal, da bo pozabljeno, na tem momentu je pa nastopila njegova odrešitev. Gre za v bistvu določeno, kaj zvem, katarzo ali karkoli, ampak dejansko, in to je posebej podaril, rekel, jaz nisem tega nikomor povedal, tako kot sem povedal vam, meni, Jaz nisem povedal ne materi, ne očetu, ne otrokom, nikomor nisem tako povedal, vi ste prvi, ki sem to povedal. In zame je to izredna čast, jaz sem ga poznal 2 ure, zastopte pa, pa se mi dejansko, meni je bilo kar narodno, tam starejši možakar, jaz nisem več bil tak mulcno, ampak No, prisotni so se že vključili. Če ima kdo še vprašanja za avtorja, kar lahko mogoče bi še ta moment razsvetlili, kako je prišlo za te, ki ne vejo, da je on sploh prišel v nemško vojsko. Namreč on je bil mobiliziran v Novem Sadu. On je bil, mama pa oče, sta ga poslala k teti v Novi Sad, ki so teta imela trgovino in tam je bil on za vajenca. In tam je bil kar nekaj let, 38 leta so ga poslali v Novi Sad, navedel vse številko, vse datume, vse je vedel. In tam v Novem Sadu, ko se je prišla, to je bilo Novi Sad, je prišel pod NDH, pod neodvisno državo Hrvaško,
In tam so bili tudi starši. Ne? In najprej so ga tam pač vabili, ker niso vedeli, da je Slovenc, ne? Naj pride k ustaškemu podmladku, da bodo tam skupaj telovadili, peli tiste pesmi, pa zastave nosili, pa poglavnika častili in tako naprej. Ne? Ampak on je tam prišel, ampak je rekel, pa jaz sem Slovenec, ne? On je pač iz narodis oficir, ne? Kaj boš ti Slovenc? In ga je nagnal prav, je rekel, te bomo že nekaj počakali, boš videl, in pa je bil ves prestrašen, ne? No in ni bilo tega dolgo, je prišel en kulturbundovci so bili pa nemški te pač nekašna paravojska, ki je bila za narode na pokorjenih ozemljih, ne, bila za spreobrnjenje zadolžena, ne. In je prišel tam in je rekel, veš, ti boš mogel iti kar v nemško vojsko, ne. Pa je rekel, spet zakaj, je rekel, ne, moja starša so Slovenca, jaz sem Slovenc, zakaj nemško vojsko? Ja, pa boš mogel iti. In pol je prišel dejansko poziv, da se mora zglasiti v Osijeku na železniški postaji oziroma na stadionu, ker sem jaz zbirno mesto. In ko je on prišel v Osijek na železniško postajo s tistim kovčkom, da gre v vojsko, ga je en SS-ovec zagrabil za ovratnik, vprašal ga je, kdo pa kaj gre, kam gre, je povedal, da gre v vojsko, je rekel, ne boš šel ti tam, na ta vlak bo šel. In ga je zagrabil in ga je tam nateral, da je šel na tisti vlak, tam je bilo ne vem koliko vagonov, na isti način fantov pobranih, 17-18 let starih, in so jih odpeljali. Ne? V Auschwitz so jih odpeljali. V Auschwitzu so jih najprej za silo izurili, na kar so jih spet nabasali na vlak in so jih odpeljali v Mauthausen, pri Linzu, se pravi v Avstrijo. Ne? V Mauthausen je prišlo pa do enega zapleta, ne? Ker tam je bil en oficir, ki jih je pa vse te zbral in so jih preoblekali v taboriščne uniforme taboriščnikov in so jih namenili, da jih bodo v taborišču zaprli, zato pač, ker ni dobro pogledal papirjev. Ne? Na kar je pa eden, ki je za silo govoril nemško, le povedal, poslušajte, vi ste se zmotili, ne? In pol je tisti oficir nekako le priznal in je šel pogledati in je videl, da so pa dejansko to mladi fantje za vojsko pomožno namenjeni, ne, pri SS, ne, za razne kurjerje in tako naprej, pa za delavce. Ne. No in pa so jih nazaj v uniforme dali in lahko bi se takrat končalo, da bi cel vlak in takrat on hitro končali v Mauthausenu. Ne. In kup je takih čudnih zapletov bilo, ampak nekako se je on zmeraj ko Odisej. Zmeraj je nekako uspelo skozi to speljati in zmeraj je prišel. In ta zgodba je zelo zanimiva. Jaz sem jo skušal ohraniti, zdaj, jaz sem razmišljal, ali naj to zdaj naredim, je rekel tlele en prijatelj, pač novomeški pisatelj, prav pa dej to narediti romaneskno, ne, dej to romanizirati. Ma se je rekel, kaj če mi jaz, to so njegove besede, kaj če zdaj jaz pametnjačiti, pa ne vem kaj, pa nekaj razmišlja zraven, pa se petelin, ne. Se je rekel, jaz bi tako naredil, kot je, rekel, ja, to boš pa težko izdal, ne. No in pa sem jaz v bistvu se odločil za tak novinarski pristop, s tem, da sem skušal določene zadeve pojasniti, tam, kjer je bil on nejasen. Zdaj pa, glede na to, da imam pa tudi jaz malo z literaturo izkušen, sem pa nekako tudi malo si pisateljske svobode nekje dovolil, ker sem skušal pač opisati, ampak na osnovi tega, kar mi je on povedal, pa kar sem ob njemu začutil. Ne. Zgodovinsko vrednost pa vsekakor takšen način. Ja, pa še dodal sem pa še nekaj take, ko bi rekel, trotl zihar zgodovinske podatke, ker jaz nisem zgodovinar, ampak če nekdo bere to, recimo v Nemčiji, ne ve, kaj so bili starši, ne ve, ne pozna teh zadev in je dobro, če to pojasneno. Ne. Ja, bo prav zanimivo spremljati, kako se bo to na nemškem tržišču ta knjiga prijela, obnašala. Od prisotnih ima mogoče kakšno vprašanje, kdo za avtorja? Rasta? Zakaj si pogledal na uro? Ja, da vidim, koliko časa še imamo, koliko veliko vprašanje. Ja, zapirajo. Ne. Ja. Ne, sej... Ja, kar zvolite. Jaz sem prebral že stvar, ne? Niso pač mogoče, da sem dobil. In sem prebral podobnih tudi takih podobnih stvari, ne? Ker nazadnje okoli 100,000 slovenskih fantov in mož je bilo vključeno v nemško vojsko, nekaj tudi v italijansko, ne tako iz začetka, pa kasneje. Nemci so pa že od 41 leta tako začeli pobirati. To, da povem. Čudi me to, recimo, da je on imel tako srečo. Če je v Novem Sadu prišel skoraj mislim v te enote nemške, da je od tam ni bil takoj rekrutiran v SS enote. Ja, po mestu pojasnil. Ker Vojvodina je dala dve najbolj zloglasni diviziji, to je, mislim, da
SS7 pa SS32, tisti, ko so praktično šli skozi cel Balkan, največje grozodejstvo naredila in končali ravno tukaj pri Laškem, Rimskih Toplicah, v tem Urhovih rovih, to, kar zdaj se veliko bere, da je ta barbarni rov pa te stvari poln ne vem koga, ampak to je blih teh SS enot nemških, pravzaprav Srbov, vojvodinskih Nemcev, ne, če se tako zame. Tako, da čudno, da ga so tam poslali v taborišče, v Auschwitz, ne. Jaz ne dvomim, zgodba sama je zelo primerna za prebrati. Tudi, če dotikam lahko, zadev si lepo stvar in se lepo pripoveduje in lepo pripoveduje, mislim, prebere. Cela stvar me tudi spominja na nekaj takih romanov, ki sem prebral in dam ti prav, da je bolj, da se v tej obliki obdržal, kot pa da se je roman delal z njega, ne? Ker spomnim se, da podobna knjiga je, mislim, da Hitlerjev vojak. Tudi Slovenec opisuje celoten ta svoj potek, ampak on 45 leta, odnosno v 46 letu, ni mogel priti v Slovenijo. Čeprav imajo tu sorodnike, vse ostale stvari, je kupo sorodnike, smo kupili kmetijo nekje tam pri Lipici na preko Dolnjem Štajerskem, ker večina je teh vojakov tudi ostalo na tem avstrijskem delu proti Dunaju. Ne? No in tu se odvija zelo resnična zgodba, tudi kot ta. Ne? Tako da je več takih zgodb. Zanimivo. Pa ne bilo tako, ne? To, ko se jih najprej v ta taborišča, se pravi v Auschwitz pa Mauthausen poslali, tam so jih urili. Ne? Tam je šlo za čisto enostavno za urjenje. In njih, saj njega, ne, očitno, ker ni bil čistokrven, ne, Aric, ne, ki je bil pač Slovenc, ne, niso dali k SS-u, ampak pomožne enote v SS-u. In oni so imeli tudi uniforme teh auxiliarnih enot. Ne. Zanimiva je pa zgodba, kako je on sploh prišel v to Schindlerjevo enoto. Namreč te vse vojake, ki so jih tukaj pobrali in ki so jih tam izurili v Mauthausenu, so namenili za kanon futer, ne, se pravi za topovsko hrano na ruski fronti. In njega so najprej na rusko fronto poslali. In so bili v drugi frontni črti, ne, so bili za podporo, logistiko in tako naprej zadolženi. Ne. Oziroma so bili zadolženi za to, da tiste pred njimi pobijajo, pa da gre pa on je na njihovo mesto. On je pa tam zbolel za pljučnico. In ko je zbolel zelo močno, tako da je bil neki čist delirium in tako naprej. In ko je prišel, so ga poslali, zdaj ne vem kam, točno na Poljskem, ko so ga poslali v to bolnišnico, so mu tam upisali v vojaško knjižnico, da je sam še delno sposoben za upravljanje, mislim, za vojsko. Tam ga je pa ustavil en oficir. In izkazalo se je, da ta oficir je novačil vojake za Schindlerja. In je še več teh drugih tam zbral se, to je vse noter opisano, vse ste prebrali, verjetno noter, ne? Na kar je več teh vojakov tam zbral, povedal jim v grobem, za kaj gre, da gre za varovanje tega židovskega taborišča delovnega, ne? In da gre za varovanje židov in kdor pač se s tem strinja, pride v taborišče, tam jih je več prišlo. Iz vsega tiste mase, ki je pa tam prišla, so pa jih 12 zbrali, ne? Ostali so šli pač nazaj na fronto in potem te so mogli priseči, posebej podpisati in kako bodo zavarovali in tudi Podnikvar poudarja, da on ni Hitlerju nikoli prisegel. Prisegel je pa Schindlerju. Ne? To se pravi, da tukaj je šlo dejansko za neka naključja. Zdaj dokumenti, ki jih je prej Dušan omenjal, on je imel teh nekaj dokumentov. Ne? On je imel, to sem že prej načel, pa nisem dokončal, on je imel z Ministrstva za kulturo svojo številko vojaško, tam so imeli točne podatke, kje se je, on je bil zaprt. Njega so na Trebanjski upravni enoti dvakrat zaslišvali, vso zgodbo je popisal, jaz sem to pofotografiral, nekaj je tega tukaj objavljenega. Ne? Tako da ta njegova zgodba je, kar se teh dokumentov tiče, avtentična. Ne? Je pa tudi to res, ne, da on, ki je potem, ki se je vračal v Slovenijo, kolebo, ali bi se vrnil, se ne bi vrnil. Ne? Bil je že na ladji za Avstralijo, pa ga je tam nekdo prepričal, je rekel, kaj boste šli fantje v Avstralijo, ne?
tam boste nekje med enimi krvosesi v džunglah neka drva napravljali za Avstralce, ne, domovine boste nikoli videli, pejte domov, vse mogoče boste pa doma prišli skozi, ne. In on je prišel domov, na Jesenicah je opravil vse te postopke in so mu dali enega knojevca, ki ga je potem po določenem času na vlaku sprejemal domov v Novo mesto, ampak ni šel najprej namerno, ampak je mogel iti v Novo mesto na sodišče. Tam je bil pa sodnik nek njegov znanec, ki ga je poznal, Šentruperta, ne, in ga je tam videl, očitno mu je verjel in Ponikvarja so poslali domov. So ga pa še preverjali, ne. Ker je tudi povedal, na kar je šel v jugoslovansko vojsko, ne. Potem se je vrnil, pol je mu po glavnem mir, ne, in se je zaposlil v trgovini, pol je šla zgodba pač njegova, kot je šla, ne. To jaz lahko povem. Srečet, ne, v zadnjem, tako kot Odisej, kot si umil, ne. Ja, Gotovo, da... se pravi, gre za splet nekih neverjetnih naključij, ne. Imel je srečo, pa očitno, ne, se je tudi sam povedal, ne, prav mlad fant sem bil, se nisem kaj dosti razmišljal, ne, kar bo pa bo. In enkrat tudi izjavil tako noter, tam, ko se je odločil o tem, ali bi šel v Šindlerja ali ne, pa sta se s tem Bosancem pogovarjala, kaj će narediti, pa mu je rekel, ja, res se kaj več kot umret ne morva. Očitno je bil... Že amnestija preko Tito, mislim, je dal že 21. maja 45. Ja. Amnestijo teh vojakov. Samo tega, žal, kot si omenil, čisto konc knjige tam za svojo rodbino pa dvema partizanoma, verjetno si dal namig, da pa ni čisto vse se pa odvijalo v lokalni skupnosti, tako kot se bi lahko, do teh vojakov. Lokalna skupnost, zdaj ne vem, kako je tam bilo, ne, ampak omenil mi pa je, da, veste kako tam, smo rekli včasih taki pijani borci, ne, ki je bil se meri Bentivke, ki se ga je napil, zakaj hudiča smo se pa borili, isto, ko mi zdaj govorimo, zakaj smo se pa osamosvajali, isti šmoren, ne, ja. In to ga je bolelo, ne, in nekdo mu je celo porekel, ko on je mogel takrat, ko je bil v Mauthasnu, domov poslati eno tako trotl zihar dopisnice, so jim dali, na katerih je pisalo, da se bojujejo za Veliko Nemčijo in je mogel do domov poslati, ne. In on je to poslal, predvsem zato, da so doma vedeli, da je še živ. Ne. Vas pa ko vas, ne, nekdo je pač to zvedel in jasno, ki je prišel, si se hvalil, da za Veliko Nemčijo delaš, ne, pa take zadeve. Pol je prišlo tudi na uredništvo Dolenjskega lista, je prišlo eno pismo, ne, da to se ni res in je protestiral eden, zakaj se jaz to sploh pišem, zakaj oni to dovolijo objavljati, da on pa ni bil to, kar pripaduje se, ampak da je belogardiste inštruiral v Avstriji, pa take neumnosti, ne. Ne. To so take, veste, na osnovi govoric neke zamere skonstruirane. Ne. Ne, kot recimo zdaj tudi zadnjič, ki je pač v Dolenjskem listu so napisali en odziv na to knjigo, ne, pa se je Pametnjakovič, pač te, ki si jih je splet poln, ne, raznih teh mojstrov, pa napisal, ja, Schindlerjev seznam je pa itak kreacija CIA pa Amerike. Ne. Ja, ja. Zadnjič sem tudi prebral komentar, da so nas itak Rusi osvojili čez celo Slovenijo, da kakšen 7. korpus, kakšen Trst, Gorica, pa take podobne. Ja, no to so... Eni nič ne vedo, eni pa res hočejo, da nič ne vedo. To je, mislim... Ne. Ja, se tudi, ko smo objavili na Facebooku, tudi zanimivi komentarji letijo. Ne? In očitno je za te zgodovinske teme bo vedno interes. Ne? In pa, ker se pač ponavadi dve različni mnenji pač krešeta in pa na omrežju pa se še svoja radikalci pojavijo. Ne? Te gojišče tako. Ja. Ne? Ampak... No, zanimivo je to, ne, predvsem je pomembno, da te zadeve, tako kot se je on bal, da je bilo pozabljeno, da niso pozabljene, da je to zapisano. Ne. Danes vemo, kako se te zgodbe zelo zlorabljajo. Ne. Jaz sem čakam, da en dan bo prišel en SDS-ovc nekje, pa bo zahteval, da Rupnika rehabilitiramo v Sloveniji, ne, in podobne zadeve. Ne. To je dobro, da je zapisano. Vse imamo veliko te spominske literature po svetu, tudi romanov. Recimo, jaz sem bral eno knjigo Kradljivka knjig, ne, ko govori o eni nemški družini, ki je v kleti Žida skrivala. Ne.
Ne? Mislim, pretresljiva zgodba, pa imamo recimo eno knjigo, ki je šla že takoj po vojni, Smrt je moj poklic, ki opisuje sploh, kako so nastala taborišča. Ali pa če beremo Herto Miller, recimo, kako je bilo v taboriščih ruskih. Ne? To so v bistvu zelo podobne zgodbe. Ne? Tega je zelo veliko, ampak ta je naša. Imamo Slovenca, imamo Dolenca, Trebanca, Merenčana, bil je v Schindlerjevih enotah, predal je Buchenwald, marsikaj je pretrpel. Ne? In dobro, da je zbral toliko te volje in da se je ujunačil in da je to povedal. Ne? Jaz mislim, da je bilo škoda, če tega ne bi vedel. Ne? Da naj ostane spomin in opomin. Ja, to je bistvo, to je vse opomin. Vse te zgodbe je to, ne? Pozabiti ne smemo, ker so se tudi ti mlajši, bi morali te stvari poznati, malo več kot pa v 8. razredu, 9. razredu ima 4 ure zgodovine, kaj pa lahko zve? Nič, ne? In praktično veste kaj, jaz ta pomen šole, jaz če sam gledam, jaz sem moji starši so z partizanske družine, tako po mamini strani so bili partizani v družini in po očetovi, ne. Pa recimo podobno je bilo pri ženi, ne. Ampak jaz kot otrok, jaz sem od teh partizanov v polno glavo, se sanjam tiste partizane, pa tiste ofenzive smo se učili v šoli, pa na maturi v gimnaziji sem mogel se tiste dol po Bosni ofenzive znati, pa komu na čast. Zato so zgodovinske knjige. Jaz mislim, da je bolj pomembno, da je literatura in da človek takrat bere, ker začuti, da je za to zrel. Če v šoli ti nekomu to vsiljuješ, dobro, seveda, mora biti v šoli pouk o tem, ampak naj bo priljudnejši. Ne? Če pa takrat ti vsiljuješ za to, boš pa samo zadevo pri skotu. Ne? In zato po moje bolj bistveno se ta literatura, da se popularizira, da so filmi, da se o tem govori. Jaz tudi zdaj, kot tako razmišljam, 30 let nazaj ima rekel, dajte mi s temi pijanimi borci. Ne? Oprostite, ampak. Ne? Ja, ne? Takšni so učinki. Jaz sem imel, recimo, vam lahko povem svoj primer, ne? Ki sem bil še gimnazic, pa me je z biciklom en podaril na basan, tamle na Kandijskem mostu, ne? Na Konzolnem, ne? Ker se mu pač nisem umaknil, ne? Zakaj se mi pa ti niso umaknil? Jaz sem borc, je rekel. Ja, ne vem, to je izkoriščanje, ampak to so take neumnosti, ne? Ja, ne? Še kakšno vprašanje iz publike prisotnih za avtorja? Mogoče, če jaz smem samo, jaz nimam vprašanja, no bi sem povedala, jaz sem pač hčerka od Ponikvar Staneta in moram priznati, da sem izredno vesela, da je ta knjiga izšla. Sicer tako mogoče malo iz nekih egoističnih razlogov, predvsem zato, ker mi je ta knjiga pač omogoča, tako kot sem pač avtorju tudi povedala, da nam je vsem v bistvu, no, tudi mojim sestram podaril vse te stavke, ki nam jih je oče sicer govoril, ne, nekako jedih 25 let. Jaz se spomnim svojih prvih spominov, ko sem v srednji šoli, da je oče začel o tem govoriti. Ne. Sem kot majhen otrok, seveda smo se mi učili o partizanih v šolah in se je o tem govorilo doma, ne. In naprimer tudi spomnim se, da je bil oče gluh na eno uho in imelo vedno, da je gluh iz šole, zato ker ga je učiteljica klofutala. In ko on meni nekoč povedal v srednji šoli, da pravzaprav je on oglušel v Nemčijo zaradi nekega bombnega napada, o čemer tudi piše ta knjiga, v resnici jaz takrat sem na to sedel v takih letih, da nisem niti sposobna te zgodbe njegove sprejeti. Meni je to tako strašljiva zgodba, ki je on meni začel pripovedovati o teh stvareh, da nekako nisem mogla jo verjeti. Dolga leta in on se je trudil in dolga leta nam vsakemu posebej nekako pripovedoval svojo zgodbo. In ta zgodba je v bistvu bila vedno isti te stavki, ki jih jaz danes berem v tej knjigi. In to potrjuje, da to resnično se njemu vse dogajalo, da se tega ni mogel izmišljati, ker bi si on gotovo ni mogel 25 let imeti te iste zgodbe. Ne? In tako kot vi pišete, on je želel to vendati sebe. In jaz sem tudi njega imam tako v spominu kot izredno miroljubnega človeka, ki ni nikoli, vsaj mislim, kolikor sem ga jaz poznala, jaz sem pač se rodila, ki je že starejši, bil zelo miren človek, vase potegnjen, ni se izpostavljal nikoli v Trebnjem in ne bi nikoli skrivil nikomur lasu, vedno se je boril za neko pravičnost in pravzaprav to je bil res on, ne. Točno to, kar v knjigi je bil tudi v mladih letih takšen, ne. In sem izredno vesela, da ta knjiga je šla in da je noter to popisano vseeno. Tako da, to je Super. vidik. Hvala vam za lepe besede. Kakšno vprašanje še mogoče? Bo še nekaj predstavitev, ne? Mirni, ne? 14. je na Mirni, so povabili, Trebanjska knjižnica so me povabili. To bo tudi zanimivo v njegovem rodnem kraju, ne?
Potem bo verjetno tudi v Trebnjem v drugi polovici leta. V Novem mestu bo še ena 23. marca na Ricu. Pa gremo po Nemčijo, ne Igor? Ja, seveda. Vprašanje je Ali samo, Dušan, vprašanje prosim, Dušan, se ni problem, tretjič smo se Tretjič, srečali. Vprašanje je samo, ali bomo mi izdali, kar je malce težje, ali pa bomo poiskali založbo in če bomo mi izdali, bomo iskali distributerja in seveda nekje v Nemčiji iščemo zdaj zaenkrat, okoli Leipziga se pogovarjamo. Drugače pa hvala vam za vašo prisotnost na nocojšnji predstavitvi Schindlerjevega vojaka. Zgodbe Staneta Ponikvarja, tako ne? Ja. Rastku Božiču še enkrat čestitke in majhna pozornost iz naših krajev. Za utrditev dolensko-štajerskega prijateljstva. Sosedov Savignon, štajerski okusi. Božič, iskrene čestitke. Hvala lepa. Evo, obizuje knjige. In pa seveda najlepša hvala knjigarni Mladinske knjige, da so pripravili in vas povabili na današnjo predstavitev. Hvala. Hvala lepa.